Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Vlada je podelila 40-letno koncesijo za izgradnjo nove gondole v Kranjski Gori, ki bi smučarje in pohodnike lahko že kmalu popeljala na vrh Vitranca. Zgornja postaja bo na samem vrhu 1600 metrov visokega Vitranca, gondolska pot pa bo imela 7 stebrov. Kabel bo dolg 1800 metrov. Vlekel bo od 22 do 25 kabin, v katerih bo prostora za 10 ljudi. Zmogljivost krožno-kabinske žičnice bo tako do 1000 oseb na uro. Spodnja postaja bo stala na mestu zdajšnje stare žičnice Preseka. Na žičnicah so tudi že zaprosili za gradbeno dovoljenje, a se je zadeva malo zavlekla. Postopek za pridobivanje gradbenega dovoljenja je trenutno še vedno v teku. Zadeva nekoliko stoji. Zavedamo se namreč, da je območje v območju Triglavskega narodnega parka. Konkretno v našem primeru tiči nekaj zastoja v razlogu, ker je to rastišče divjega petelina in čakamo na odločitev pristojnih institucij. Zato tudi težko opredelimo predviden začetek in pa zaključek same gradnje gondole. Gondola bi kranjskogorskemu turizmu veliko prinesla, tako po zimi kot poleti. Samo izgradnjo gondole bi smučarsko središče prav gotovo pridobilo neko novo dimenzijo smučanja. Nikakor pa ne smemo pozabiti tudi na poletno sezono. Sama gondola bi bila potem tudi atrakcija v poletnem času iz naslova dodatne ponudbe. Predvideni stroški znašajo nekje med 8 in 10 milijoni evrov, seveda pa tu računamo na pomoč tako države kot pa občine. In kako so z letošnjo zimsko sezono za zdaj zadovoljni na kranjskogorskih smučiščih? Trenutno smo z letošnjo zimsko sezono zelo zadovoljni. Kar se samih številk tiče, smo se izredno približali lanskoletnemu rekordu. Tudi v globalu. Številka 221 tisoč smučarjev je tista, ki jo zasledujemo napram lanskemu letu. Med letošnjimi dogodki lahko mogoče izpostavimo svetovno prvenstvo v alpskem smučanju invalidov. Seveda se nadejamo tudi živžava v času zimskih počitnic, velja pa tudi povabiti k svetovnemu pokalu na pobočjih Vitranca. Urejena pa je tudi že povezava z Veliko dolino, kjer je vsak dan zelo živahno. Z včerajšnjim dnem smo prav tako vzpostavili povezavo z Veliko dolino, kjer obratujeta trenutno 2 vlečnici, Bedanci in pa Kolovrat. V sklopu Velike doline bo potekal bogat animacijski program pod okriljem športnih agencij Pagon športa in pa Kofler športa. Zato ste seveda vse družine, predvsem pa najmlajši smučarji, vabljeni, da izkoristite možnost obilne zabave na snegu. Rateške ledine so včeraj znova gostile ledeno trofejo. To je zabavni športni dan za ljubitelje rekreativnega drsanja in hokeja na prostem. Ja, tako res je. Letos smo že drugič organiziramo ta dogodek. Po lanski zelo uspešni izvedbi smo se odločili tudi za letošnjo. Tudi zaradi tega, ker smo lani res dobili toliko dobrih odzivov iz vidika lokalcev, iz vidika hokejistov, iz vidika obiskovalcev, ki so tu prišli, tudi z vidika turistov, dosti turistov je tudi prišlo, so pohvalili in smo se odločili, da tudi letos to zadevo izpeljemo. Z vidika organizacije pa ja, obstaja, predstavlja tu en poseben izziv, predvsem tako težko dostopen teren, presihajoče jezero je to, nobeno leto ni isto, to pomeni, je vse odvisno, kako pada dež, kako je s padavinami in tako naprej. Tudi letos, tako kot lani, nam je šlo to na roko, torej se zahvaljujemo tudi naravi, predvsem tudi današnjemu vremenu, tako da smo uspeli uspešno tudi to ledeno ploskev sčistiti, postaviti gor igrišča, primerno v bistvu obdelati oziroma sčistiti tako ploskev, da je res primerna za drsanje, pa predvsem, da ni nevarna, ne? Mi temu rečemo, da je to ulični hokej, tako kot se reče ulična košarka. To je malo drugačna zadeva. Tukaj profesionalni hokejisti v bistvu niti nimajo neke velike prednosti, ker so v bistvu tudi že hokeji sami po sebi to sta 2 majhni luknji, tako da treba priti v bistvu blizu in zadeti. Pa tudi konec koncu ledena ploskev. To ni Podmežakla, tukaj je led naraven, so grbine, so luknje, se treba potrebnih malo več teh
kolosalnih veščin, tako da tudi lani, recimo lanska ekipa je zmagala, bili so praktično igralci, ki so se učili, v bistvu sploh niso bili profesionalni igralci včasih, ampak so sami rekreativni igralci bili in so se igrali hokej na jezeru. Ekip imamo letos 65, prijavili so se tudi dvojni Američani iz te ameriške baze v Avianu. Imamo ene Romune, Slovake, Avstrijce, Italijane, tako da smo res pokrili vse severne, vzhodne in zahodne sosede. Računali smo tudi nekaj južnih, lani so se nam pridružili, letos žal ne. Tako da evo, zdaj, kakor vidimo, odvijajo se tej finalni boji, bomo videli, kdo bo zmagal. Jaz nimam nobenih favoritov, ampak držim še zmeri za uličarje, torej za te fante, ko niso bili včasih profesionalni hokejisti, tako da mi cel ta event malo bolj približamo ljudem. Kranjska Gora je ta teden gostila svetovno prvenstvo v paraskiju. V Zgornjesavsko dolino so prišli tekmovalci iz številnih držav, ki so organizatorje zelo pohvalili. Predpriprave so v resnici se začele že 2016, ko smo dobili prvi svetovni pokal. In v bistvu vsak svetovni pokal, ki smo ga dobivali v Kranjski Gori od takrat, je na nek način bila predpriprava za eno stopnjo višji, kar se je seveda svetovno prvenstvo, ki je največji dogodek, ki se lahko zgodi v Sloveniji, glede na to, da paraolimpijskih iger po moje ne bomo imeli. Tako da priprave so seveda tekle. Še en dodaten problem smo imeli, ker je v bistvu ta tekma svetovnega prvenstva bila odpovedana lansko leto v mesecu maju dokončno strani Švicarjev in je zato bilo malo manj časa za pripravo, ampak glede na odzive tako samih tekmovalcev kot tudi trenerjev in spremljevalnega osebja smo zopet z odliko naredili tole. Sodelujete z Italijani pri tej organizaciji, kako lahko ocenite to sodelovanje? Moram reči, da je zelo dobro. Sela ne vejo in z italijansko stranjo je organizacija izredno dobro. Glede na to, da tudi mi nimamo možnosti hitrih disciplin, je seveda to, da je Sela ne vejo gosti hitre discipline, je bilo na nek način nujno. Smo morali iskati partnerjev zunaj. Tako da jaz moram reči, da je zelo lepo, da dve mesti, dve državi organizirata eno svetovno prvenstvo. Koliko je tu tekmovalcev iz kolikih držav? Mi imamo 28 nacij, okoli 120 tekmovalk in tekmovalcev iz vseh kontinentov tega sveta. Tako da v bistvu je pa spremljevalnega osebja in ostalega je skoraj 300 ljudi v Kranjski Gori in potem bo ta karavana šla v Sela ne vejo in se ponovno vrnila na svetovni pokal 3. in 4. februarja na Podkoran. O svetovnem prvenstvu športnikov invalidov, ki je torej potekalo v Kranjski Gori, na naši televiziji pripravljamo tudi daljšo oddajo. Drage gledalke in gledalci, prelistajmo še koledar prireditev. Bralni klub z Benjaminom Gracarjem bo v knjižnici v Kranjski Gori potekal jutri ob 17. Delavnice Tradicionalna peka kruha v krušni peči na drva se v Liznikovi domačiji v Kranjski Gori lahko udeležite v sredo ob 18. Joga za otroke z Ano Kersnik Žvab bo v knjižnici v Kranjski Gori potekala v sredo ob 16. Delavnica s Katijo za otroke in starše bo v knjižnici v Mojstrani v sredo ob 17. Predavanje Naravne rešitve za možgane s predavateljico Sanjo Lončar bo v knjižnici v Kranjski Gori v četrtek ob 19:30. Olimpijski festival bo v soboto 2. februarja v Kranjski Gori na Velikem travniku za hotelom Kompas potekal med 9. in 15. uro. Kot vsak olimpijski športni dogodek bodo tudi olimpijski festival začeli z olimpijskim protokolom. Otroci boste v družbi športnika in spremljavi olimpijske himne v središče prizorišča prinesli pravo olimpijsko baklo in olimpijsko zastavo.
Prebrali boste za prisego športnika in prižgali olimpijski ogenj, ki bo gorel vse do zaključka olimpijskega festivala. Čaka vas več kot 20 različnih izzivov, program pa bodo popestrili nekateri športniki, olimpijci. Svetovni pokal športnikov invalidov v smučanju bo na poligonu v Podkorenu potekal v nedeljo in ponedeljek. Drage gledalke in gledalci, toliko smo pripravili v tokratni kroniki tedna. Želim vam prijetne dni, ki so pred nami in nasvidenje do prihodnjič. Pa srečno!